Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Ja, v tokratni oddaji boste malce več izvedeli o Lauri Izgoršek. Laura, midva se ponavadi največkrat, pa tudi največ ur preživiva ravno na igrišču, kaj ne? Res je, to je ta najina lokacija, kjer se največ druživa. Zdaj je bilo to že kar pogosto, recimo, da je tokrat 9. zasavski humanitarni tek za pomoč bolnemu Galu oziroma Galu, ki ga čaka operacija. Sicer pa smo res izpeljali veliko teh zasavskih humanitarnih tekov. Res je, ja, leta nazaj, kar smo začeli, mislim, da se je zadeva lepo prijela, da se je našla ena taka luštna ekipa, ki znamo med seboj sodelovati, si pomagati in zato tudi nam uspe, nekako bom rekla, uspešno izpeljati vsak tek. Res je, ponavadi je tako, da nekdo izmed nas trojice, še Mitja Duh, da kakšno idejo. Seveda ti si potem tista prva, ki za idejo izve. In kako gre potem naprej? Potem se usedemo skupaj, v moji pisarni ponavadi, dorečemo, vsak pove svoje ideje, potem prevzamemo vsak svoj del in zadevo izpeljemo. Potem je treba rezervirati še tole igrišče. Res je, ja, seveda je tukaj odzadaj tudi en kup dokumentacije, da se sploh lahko ena zadeva izvede. To je prvo, da se povežemo z Zavodom za šport, nam odobrijo uporabo sploh igrišča, tekalne steze. Potem seveda, da povabimo šole, vrtce, društva, ker si vsekakor želimo čim več podpore, čim več obiska, če se že odločamo za takšen projekt. No, Laura, ti si prej dejala, da včasih se zberemo tudi v tvoji pisarni. No, tvoja pisarna pa je ena tistih pisarn, ki je verjetno ena najmanjših v Zasavju ali pa v Sloveniji. No, najmanjša, ampak prijetna, bi rekla, ne? Še vseeno. Bistvo je samo, da je nek prostor, kjer se lahko tudi nekako skupaj usedemo, pogovorimo, kjer pač nastajajo vsi ti projekti in mislim, da zato ne rabim več prostora. No, ti si prišla v Društvo prijateljev mladine. Kdaj? Kot prostovoljka že mislim, da več kot 20 let nazaj. Vodim društvo samo pa že 14. leto. No, in ponavadi tisti, ki pride pa prevzame neko društvo, si opremi tudi pisarno, no, pri tebi pa ni bilo tako. No, ne, vsekakor meni so bili bistveni projekti, pomembno mi je, da imamo prostor, seveda ga moraš imeti, ampak to je pa tudi to, ne. Kar je, mislim, da bistvo prostora, bistvo naših prostorov, predvsem vsi ti utrinki otrok, staršev in vseh ostalih sodelujočih, ki sem jih skozi leta spoznavala, da mislim, da je to tisti meni najljubši občutek za dopolnitev oziroma dekoracijo prostora, no. No, kaj pa je poslanstvo Društva prijateljev mladine? Društvo prijateljev mladine je v bistvu organizacija za otroke, mladostnike, starše in glavni cilj, naš temeljni cilj je v bistvu skrbeti za dobrobit otroka. Dobrobit otroka na vseh področjih, predvsem smo najbolj usmerjeni v prostočasne dejavnosti, da takrat poskrbimo za varstvo otrok, drugače pa številni projekti, ki jih organiziramo skozi vse leto, vedno pa z namenom, da poskrbimo za čim več otrok, da poskušamo delati na tem, da so čim manj, vsaj v naših prostorih, razvidne razlike med njimi, takšne in drugačne. Kako pa se Društvo prijateljev mladine financira? Kako preživite? Vsekakor en velik delež prispeva občina Trbovlje preko proračuna, potem pa seveda donacije, sponzorstva, kakšni razpisi. Na takšen ali drugačen način se pač trudimo, da pridemo skozi leto in izvedemo tiste pomembne projekte, ki smo si jih zastavili. Se kdaj prijavite tudi na kakšen razpis, mogoče evropski razpis? Smo sicer začeli počasi s prijavami, moram reči, da to je kar tak velik zalogaj in moram reči, da smo včasih tudi malo težko našli čas oziroma vsem pogojem nismo ustrezali. Se pa trudimo v tem smislu, zaenkrat smo bili uspešni pač kar je državnih razpisov, no, evropski še ne, delamo pa na tem, ker vemo, da je v bistvu tle tista največja naša možnost, da še nadgradimo dejavnost društva. Laura, pogosto, ko obiskujem prostore Društva prijateljev mladine, včasih slišim tudi kakšno neslovensko besedo. Kar pogosto pridejo v Društvo prijateljev mladine tudi tisti, ki se nekako učijo slovenski jezik. Vsekakor, mi delamo po principu, da pri nas so odprta vrata za vse.
Od tega, da pač starši, otroci, ki nas obiskujejo, nič ni važno, le da se pri nas dobro počutijo, prav tako tudi prostovoljci, ne. Je ena skupina prostovoljcev, ki delajo direktno z otroki, potem pa sprejemamo in rabimo tudi prostovoljce na drugih področjih, ne. To pomeni, mi imamo svoj vrt, kjer rabimo pomoč, tudi določeno število pač prostovoljcev, da nam pomaga, da ga sploh urejamo lahko. Potem je tukaj tudi čiščenje prostorov, pa to mi nimamo čistilke, pa to takrat smo vsi, vključno z mano, da pač spucamo, da uredimo prostor na vseh področjih, no, da nam pomagajo pri speljavi projektov, da nam naredijo kakršnekoli plakate. V bistvu poskušamo za vsakega nekaj najti z namenom predvsem tem, da so v družbi, da se dobro počutijo pri nas in nekako drug drugemu poskušamo pomagati. No, tisto prej sem vprašal tudi zaradi tega, ker nek moj prijatelj, ki tudi pogosto pomaga pri teh humanitarnih tekih, je prav zaprosil, da bi njegov otrok, ki ima težave s slovenskim jezikom, prišel v Društvo prijateljev mladine in se vključil med slovensko govorečo mladino in mu je pomagalo. Ja, mislim, po moje veva, koga misliva, oba skupaj. Ja, moram reči, da se je poznal napredek, no, in tega smo tudi pač v bistvu najbolj veseli, ker mislim, da najlažje se vsak nauči tudi slovenskega jezika, seveda je potrebno so tečaji in tako naprej, ampak zelo pomembno je, da si tudi v okolici, ne, govorečih in skozi igro, skozi dogajanje v bistvu poznameš marsikatero besedo in se najhitreje vklopiš in naučiš novega jezika, ne. Verjetno se boš pa strinjala z mano, da imate v Trbovljah na nek način srečo, ker je res tole čudovito igrišče, ta športni park, potem na voljo je poleti tudi letno kopališče, no tudi pozimi se da kopati v domu starejših, če ne drugje. Potem je trim steza, veliko ostalih igralnih površin, skratka, v Trbovljah se da kaj organizirati. Ja, vsekakor, jaz mislim, da pač Trbovlje ponujajo zelo veliko, da če le želiš, če imaš interes, tudi vedno najdeš skupni jezik s tistimi, ki so lastniki prostorov, upravljalci prostorov, in da se vsak prostor zna izkoristiti za določen namen, no. Ima pa Trbovlje veliko površin. Mi že vidimo čez poletje, ko imamo počitniške dejavnosti vsak dan za otroke, na koliko različnih lokacijah se nahajamo in koliko nam, bom rekla tako, društev, institucij, organizacij pride nasproti, ne. Recimo v letošnjem poletju mi smo imeli dnevno skoraj cel julij, avgusta se je sleč malo umirilo, ampak po 60 otrok in več, ne. To je recimo za naše prostore neizvedljivo in tukaj nam pridejo, sem prišli na pomoč številne organizacije, v prvi vrsti Delavski dom Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Večgeneracijski center, ni da ni, pa še bi jih lahko naštevala, ki so nam pripomogli, da ne rečem Zavod za šport, ne, obisk kopališča, njihovi ostali prostori, da imamo otroke kam dati, da lahko z njimi izvajamo različne aktivnosti. No, zagotovo morava reči tudi kaj o tvojem delovnem času. Pogosto sem jaz tisti krivec, pa tudi Mitja, da si tu zjutraj od 6 pa do 8 zvečer ali pa še malce dlje. No, danes od 10 zjutraj, no, ob 9 smo midva pila že kavo, pa bomo tja do 18 ure. Torej, nimaš ti, ne vem, od 6 do 2 delovnega časa. Tako je, jaz sem zaposlena na društvu. To pomeni, da moj delovnik je od 7 do 15 ure. Je pa sigurno pač društvo takšno, kot je, večino aktivnosti moramo prilagoditi populaciji, za katero jih pripravljamo, ne. To pomeni, da so vedno še popoldnevi, so vikendi, sobote, nedelje. To pa so v bistvu moje prostovoljne ure. To ni delovni čas všteto, ampak to poudarim, da je to moja osebna odločitev, ker smo neprofitna prostovoljska organizacija. Marsikaterega projekta ne bi zmogla izvesti, če ne bi imela takšne skupine prostovoljcev. In edino fair se mi zdi, da če oni pridejo popoldne ali vikende prostovoljno, da pridem tudi jaz. No in ko recimo jaz in Mitja prideva s kakšno idejo, vem, da imaš ti svoje delovne obveznosti, ampak mogoče sem že tudi sam kje drugje poskušal tudi kaj organizirati, ampak naletiš na to, to pa nimamo v programu. No, pri tebi pa nekako, koliko si dejala, v eni minutki, ne? Čeprav ti verjetno povzročiva kdaj tudi kakšne sive lase. No, program jaz smatram, da je vedno prilagodljiv. Sem pa ne drugega, jaz sem odprta za vedno nove dogodke, za nove aktivnosti, za nove projekte. Zakaj ne? Treba je poskusiti.
No, in načrtujemo včasih ne v eni minutki, ampak že za 10., ne, če je ta 9., za 10. jubilejni zasavski humanitarni tek, ki bo maja na petek, drugo leto, bomo tekli za tiste, ki se soočajo s cerebralno paralizo. To pa je verjetno tisto, kar je najtežje, vsako leto zbrati nekoga ali pa skupino, za katero bomo tekli. Res je, seveda smo taki na kup, ko bi radi pomagali vsem, ampak ne moreš. Trudi se malo po malo, ne. Zato pa se tudi vsako leto povežemo tudi z Zasavskimi rdečimi križi, se pozanimamo in nekako smo se odločili, ne, tudi v zadnjih letih, da se osredotočamo predvsem na otroke, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave. Da jim s našimi zbranimi sredstvi na ta način pomagamo. Torej, vsako leto nekomu lahko. No, in kar je tudi pomembno, tu gre izkupiček res v roke v celotnem znesku. Ja, takšna je naša odločitev na začetku in tega se držimo. Toliko, kot je zbranega, toliko gre naprej. Ne odštevamo si nobenih provizij, nobenih materialnih stroškov in tako naprej. Vsi vemo, da smo se odločili zavestno, da vlagamo svoj prostovoljski čas in sredstva, ki so zbrana, naj gre družinam. No, jaz bi te kdaj rad imel poleg sebe na atletski stezi, ne, za kakšnih 10 kilometrov. Zaenkrat mi še ni uspelo. Že nekaj let obljubljam, ne. Pa bom ljubila tudi za drugo leto, pa upam, da bo kaj. Je pa res, da nekdo mora sedeti tam ob prostovoljnih prispevkih. No, tudi to je res, ampak mislim, da je prisotnih tudi veliko naših prostovoljcev, ki pridejo pomagati, no, tako da nisi problem odtrgati čas tudi za tek, ne, ampak treba je biti malo form, ne. Jaz sem pa trenutno čisto ven s forme, že nekaj let. No, jaz sem te želel malce ven potegniti. Ampak prva leta sem pa kar odtekla. Sem, ne? Torej bom preko slej spet. Kakšni so načrti Društva prijateljev mladine do konca leta? So kakšni pomembni dogodki še? Ja, vsekakor v bistvu tik pred nami je teden otroka, tradicionalni Kostanjev piknik in določene druge aktivnosti vezane na teden otroka. Potem naprej je pa tu že v bistvu že zdajle potekajo priprave predvsem na veseli december. Sprevod Dedka Mraza, obiske Dedka Mraza in pa Božička s pravljičnim spremstvom po vseh šolah, vrtcih, podjetjih, ustanovah in tako naprej. In pa številni vmesni projekti, aktivnosti, ki se včasih tudi res zgodijo kar skozi noč, ne. Smo pa v bistvu aktivni ves čas, tudi čez vikende recimo, mi organiziramo tudi tematske rojstnodnevne zabave, popoldneve, vrtičkanje za otroke in še marsikaj v bistvu, trudimo se, da ne mine teden, da ne bi imeli kakšnega projekta. Bomo tudi letos šli kaj po šolah, pa kaj promovirali Zasavski humanitarni tek, pa nasploh delo Društva prijateljev mladine Trbovlja? Ja, to se bomo pa odpravili ob tednu otroka. Sicer točnih podatkov še nismo dobili, ampak predvidoma bo to v sredo, 9. oktobra, in sicer Osnovna šola Ivana Cankarja letos sprejema nevladne organizacije, da se predstavimo. No, in še nekaj je pomembno, mi velikokrat poudarjamo, da organiziramo zasavske humanitarne teke, res da vedno na Rudarju, nenazadnje je tu res poskrbljena za vse, ampak to je zasavski humanitarni tek. Počasi se vključujejo tudi obe sosednji občini. Res je in tega smo veseli, no. Definitivno moram reči, da tukaj v Trbovljah, kar se tiče sodelovanja z Zavodom za šport Trbovlje, z gospodom Bravcem, poteka več kot uspešno. Tudi on je, mislim, da tip človeka, ki pravi, bomo našli način, ne. In takšne ljudi imaš najraje, ker veš, da boš nekako izpeljal, da ti bo marsikaj olajšano, ne. In lokacija je enkratna, ljudje, in smo veseli, da se druge občine vedno bolj udeležujejo, nas spodbujajo, se nam pridružujejo in sigurno si želimo naprej tudi, da naši humanitarni teki napredujejo, mogoče s kakšno idejo, ki bo prišla tudi s katero od drugih občin. Mi mislim, da se bomo z veseljem odzvali. Laura, hvala za vse, kar si povedala. Zdaj bomo dali pa še besedo nekaterim, ki te poznajo, pa bova midva oba skupaj slišala, kaj bodo rekli o tebi, povedali o tebi. Hvala. No, eden tistih, ki Lauro zelo dobro pozna, je tudi Mitja Duh. No, to je ta trojica, ti, jaz pa Laura. Ne vem, ponavadi v eni minuti se vse dogovorimo, no. Kakšna je v tvojih očeh Laura? Ja, Laura je v mojih očeh nekako ženska, ko je zelo sočutna, zelo pripravljena pomagati. Se mi zdi, da je v tej njeni zaposlitvi, dejavnosti našla res svoj življenjski cilj, no.
ker se mi zdi, da je res ena taka dobra duša, ko zelo rada pomaga drugim. No. In Tudi zelo sposobna, ne samo, da je dobra. Se pravi, veliko ljudi je dobrih, pa ko pride akcija, ni nič z njimi, Laura pa zelo super vse tudi zraven pripomore, naredi, organizira. Se pravi, se lahko zanjaseš na jo, no. Se pravi, kot soorganizatorka si boljše ne bi mogel želeti, ne. Mitja, ne vem, jaz sam tako opažam, jaz Lauro še nisem videl glih slabe volje, ne. Ponavadi je vedno širokega nasmeha. Ja, tudi dela z nama, smo bolj simpatična, pa to ne, verjetno zaradi tega, ne. Drugače pa ja, verjetno vsak človek si najde, jaz mislim, da svoje področje, kjer te ventile pa spustiš, ne. Tako da Laura je res zelo prijeten karakter, ampak sigurno ima tudi kakšne ventile za sproščanje, ne, tega. No, prej sem dejal, da smo Laura, Mitja pa jaz nekako 3-peresna deteljica, no včasih smo pa tudi 4-peresna deteljica in tisti del pero, četrto je Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje. Ja, ponavadi pridemo k tebi z idejo, da bi nekaj organizirali na Rudarju in vedno je to v minuti odgovor, lahko. Vedno je bilo in vedno bo. Vsaj dokler bom tukaj, mislim pa, da tudi naslednik ne bi smel imeti nikakršnih problemov oziroma dvomov ali pristopiti k tako humanitarnim stvarem, kot se dogajajo v tej 3-peresni deteljici, kot si omenil. Tako upam, da bo ostalo tudi vnaprej. No, Laura je kar nekaj pohvalnih besed prej v daljšem intervjuju namenila tudi zavodu, pa tudi tebi. Kako pa ti gledaš na samo delo Laure iz Goršek, pa tudi Društva prijateljev mladine Trbovlje? Midva sodelujemo že vrsto let, uspešno, zadnja leta celo aktivno na letnem kopališču kot partnerja, ne bom rekel kot poslovna partnerja, ampak kot partnerja, katera probata narediti nekaj več za mladino. Pomagal sem tudi njej, če je imela kakršnokoli idejo okoli dobrodelnosti oziroma varstva otrok, kar ima DPM v svojih predpisih oziroma v tem, kar radi delajo, kar so namenjeni, da delajo. Tako da lepo je z njo sodelovati. Vse se da prav tako na hitro dogovoriti, ni potrebno nič pisariti. Vse, kar se zmenima, je lahko samo beseda in ta beseda vedno velja. Tako da, kot rečeno, z njo je prijetno sodelovati in tudi v nadalje bomo sodelovali na tem nivoju. No, prej na prvem odgovoru si nekako nakazal, da se počasi tvoje poslanstvo v Zavodu za šport končuje. Kdaj? Ja, naslednje leto junija zaključujem svoj mandat. Ne samo mandat, izpolnjujem tudi 40 let delovne dobe, tako da grem na drugo delovno mesto v penzijo. Te ne bojo pregovorili, da bi mogoče še podaljšal še za en mandat? Mislim, da mi ni ostalo ne vem koliko kvalitetnih let, 10 kvalitetnih let in te bi rad preživel na drugačen način. Ali z vnuki, malo na morju, bom delal tisto, kar rad delam. Čeprav tudi to, kar sem delal, kjer sem delal rad in srcem, vendar brez obveze. No, slišali smo že nekaj mnenj o Lauri iz Goršek, tista, ki pa Lauro iz Goršek tudi dobro pozna, pa tudi delovanje Društva prijateljev mladine Trbovlje, pa je tudi Polona Trevšak iz Zasavske ljudske univerze. No, kakšno je tvoje mnenje o Lauri in tudi o DPM-ju? Ja, Laura je ena krasna, čudovita oseba. Jaz bi rekla, en tak sonček, ki drži pokonci vse aktivnosti v Trbovljah. Zasavska ljudska univerza dobro sodeluje z DPM-jem na področju počitniških aktivnosti, ki jih vsako leto skupaj pripravimo za otroke. Tako da ja, prav tako veliko si pomagamo, veliko sodelujemo in sem zelo hvaležna, da jo poznamo in da jo imamo.
No, ti res da vodiš Zasavsko ljudsko univerzo, Laura Trbovljski DPM, ampak se mi zdi, da je tako kot ti tudi ona zelo povezovalna, da vidi tudi čez meje Trbovelj. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da so zdaj taki časi, da moramo biti zasavski, sodelovalni, povezovalni, ker edino to je prava pot, da lahko skupaj uspemo. No, pogosto pa tudi tebe vidimo na zasavskih humanitarnih tekih, zdaj v športni opremi danes nisi. Skoraj sem, no, tako da tale moja oprema je tudi primerna za današnje vreme, tako da ja, sem v opremi. Lahko pričakujem kakšen krog z mano. Lahko odhodim s tabo kakšen krog.